V stranki Liste Marjana Šarca so nedavno tega ustanovili 10 koordinacijskih odborov, ki imajo osnovno nalogo prenašati aktualne informacije in stališča do stranke v bazo volivcev in seveda obratno. V sklopu dviga aktivnosti na regionalno raven je vodstvo stranke LMŠ na čelu s predsednikom Marjanom Šarcem obiskalo Pomurje in v dvorcu Rakičan predstavilo stanje in dogajanje v stranki. Namen obiska je predstavil Marjan Šarec. Mi smo se odločili že pred časom, pač nam je nekoliko ponagajala tudi situacija s karanteno in tako naprej. Smo se odločili že pred časom, da obiščemo ljudi na terenu, da obiščemo svoje članice in člane. In danes gre za drugi obisk. Enega smo imeli v ponedeljek v Ilirski Bistrici, danes smo tukaj na drugem obisku, da na terenu preverimo, kako se stvari odvijajo, kaj meni naše članstvo, da slišimo tudi kakšno kritiko, zagotovo, ne samo pohvale, ker tisti, ki se samo hvali, pač ne bo daleč prišel, in da se pogovorimo, kako zdaj naprej kot opozicijska stranka, kajti naša vloga je zagotovo zdaj drugačna, tudi v državni politiki, in bo pa nekoliko več časa za stranko in za njen razvoj in njeno izgradnjo. Tako da ocenjujem današnji obisk kot uspešen, kot obisk, ki nam je dal nekoliko uvida tudi v lokalno situacijo. Je pa res, da sem bil v mandatu, ko sem bil še na vladi, vsaj 4-krat ali 5-krat v teh krajih, tako da to nameravam nadaljevati tudi sedaj, ker se mi zdi, da v centru Slovenije se lažje nekako pride zraven in tako, ti kraji pa potrebujejo nekoliko več pozornosti, kajti že sama razdalja pogojuje tudi možnost srečanj in zato je najmanj, kar je, da pridemo še večkrat sem in da to območje tudi na ta način družimo z ostalo Slovenijo, kot se je tudi lepo pokazalo na lanski proslavi v Beltincih, kjer je bila ena čudovita prireditev, obisk odličen in tudi smo pokazali, da Prekmurje je del Slovenije, bo pa še treba delati na tem, zagotovo. Na srečanju s članicami in simpatizerji stranke je bilo govora tudi o strategiji stranke, ki je sedaj v opoziciji, in to do naslednjih volitev. Strategija je pravzaprav preprosta. Treba je tudi pridobivati nove člane, obstoječim članom pa biti na razpolago, da bodo biti na razpolago, biti v pomoč tudi pri delovanju lokalnih odborov in pa seveda spremljati lokalne probleme, jih tam, kjer imamo občinske svetnike, tudi poskušati na ta način reševati, drugače pa prenašati tudi lokalne probleme na državno raven in jih poskušati tudi prikazati in tudi najti kakšno rešitev. Drugače pa sama strategija je pravzaprav že napisana v našem sloganu človek, skupnost, država, se pravi najprej vsak posameznik se mora odločiti, da bo sodeloval v politiki, da bo sodeloval pri tem delu, potem ta človek tudi tvori skupnost in ta skupnost smo vsi mi država. Tako da lokalni odbori bodo morali tudi sami veliko delati, mi jim bomo pa pri tem tudi pomagali. Kako bo potekala povezava in organiziranost koordinacijskih odborov, ki so bili ustanovljeni na zadnji seji izvršnega odbora stranke LMŠ, je Marjan Šarec, predsednik stranke, ocenil takole. Mi tvorimo v bistvu neke regije, mi nismo, naša strategija ni iti v čisto vsako občino, ker smo se že ob ustanovitvi stranke nekako odločili, da bomo poskusili iti nekoliko drugačno pot. Se pravi, da bomo bolj delovali bolj regijsko, s tem bomo tudi bolj fleksibilni, nekako bolj po volilnih enotah. Tako da se članstvo ta hip kar krepi, tako na tem območju, kot tudi
kot tudi na nacionalni ravni. Ni pa pri tem, ne hitimo pri tem preveč, ker smo imeli v preteklosti tudi potem kakšne člane, ki se niso ravno strinjali z našimi videnji stvari in so tudi potem izstopili, ampak kadarkoli je kdo izstopil, se jih je potem pridružilo vsaj 10 novih, tako da te stvari gredo počasi in mi se tega zavedamo in niti ni bil nikoli naš namen čez noč priti na ne vem kakšno številko, ampak predvsem gledamo na to, da dobimo res članstvo, ki se nam pridruži samoiniciativno. Mi ne želimo biti vsiljivi, mi ne želimo nikogar v nobeno stvar siliti in ko človek sam spozna, da bi se pa včlanil, takrat se včlani, ker mi imamo tudi ogromno sodelavcev, tudi v parlamentu recimo, pa tudi na vladi. Mi smo imeli ogromno sodelavcev, ki niso bili člani stranke, pa so se včlanili naknadno in tudi danes je tako. Ni prvi pogoj, tudi za ministra ni bil prvi pogoj, da je član, ampak smo gledali po kompetencah in to se je tudi obrestovalo. Tako da pomembno je dobiti ljudi, ki tudi mislijo in čutijo tako, da tudi dojemajo stranko tako, kot nekako jo mi dojemamo, tako da počasi se te zadeve tudi urejajo. Smo pa, kot rečeno, mlada stranka in tega se tudi zavedamo. To je po eni strani velika prednost, ker nismo obremenjeni z neko preteklostjo, z nekimi nahrbtniki in smo lahko tudi veliko bolj fleksibilni pri svojih dejanjih. Po drugi strani pa seveda tekmujemo z etabliranimi strankami, ki so na tem področju bistveno močnejše, tako da nam to predstavlja tudi neki izziv. Tako kot v podjetništvu, saj veste, ko začneš na novo, je treba neke stvari vzpostaviti, ki so morda drugje samoumevne. In bomo še tudi dodatne odbore imeli, ampak ta v Murski Soboti je nekako največji, je bom rekel, nekako tudi krovni odbor, tako da nam se zdi pač pomembno se pripraviti na tudi lokalne naslednje volitve, ki bodo tudi relativno v kratkem, ker v politiki je 2 leti zelo hitro naokoli, tako da bomo na lokalnih volitvah poskušali izboljšati rezultat. In pa seveda prve, ki so pred nami, so pa državnozborske volitve. Kadarkoli te bodo kar kmalu, zato moramo kar zavihati rokave in vzpostaviti tako stanje, da bomo na te volitve tudi šli pripravljeni, čeprav si jih želimo pravzaprav čim prej. Mi si želimo teh državnozborskih volitev čim prej, ker smo že zdaj v takšni fazi, da si ljudje tega tudi želijo, da si tudi naši kandidati, mi smo že sestavili tudi kandidatno listo, tudi če bi bile zdaj letos te predčasne volitve in nameravamo kandidirati z 88 kandidati, se pravi s polno listo, tako da je tudi odvisno zdaj od volilnega sistema. Žal nam je, da naš predlog ni šel skozi. Mi smo imeli ta proporcionalni sistem s preferenčnim glasom praktično pripeljan do Državnega zbora. In to bi bil edini volilni sistem, ki bi dejansko omogočal ljudem tudi neko odločanje. Se pravi, da bi res obkrožili ime. Če bomo pa zdaj popravljali ta sedanji sistem, popravljali okraje, bo morda to zadostilo ustavni odločbi, vendar ljudje še vedno ne bodo imeli možnosti sami obkrožiti kandidata, ki ga želijo videti v Državnem zboru in bo pravzaprav ta situacija podobna. O delovanju članstva v Deželi Obmurje je spregovoril tudi Igor Žavbi, podpredsednik stranke Liste Marjana Šarca. Ja, danes smo na srečanju s članicami in člani 8. volilne enote. Posebnost te 8. volilne enote je veliko število manjših občin,
ki se združujejo na državni ravni potem v volilnem sistemu v posamezne volilne okraje. Ker je težko biti prisoten v vseh občinah, v vsaki občini posebej, smo že pred časom v Listi Marjana Šarca začeli ustanavljati koordinacijske odbore, ki med sabo povezujejo posamezne lokalne odbore ali pa članice in člane iz posameznih občin, ki tvorijo volilne okraje. S tem mnogo lažje potem lahko nastopamo tudi na prihajajočih volitvah, ki se bodo zagotovo zgodile, bodisi predčasne, bodisi redne, zagotovo bodo pa to državnozborske. Eden od koordinacijskih odborov je Murska Sobota, potem Gornja Radgona, ki združuje zraven še Sveti Jurij ob Ščavnici, pa Ljutomer, Ormož. Okrog teh nekdanjih občin, bi rekel, lahko naredimo neke grozde, ki se potem imenujejo koordinacijski odbori. Podpredsednik LMŠ Igor Žavbi je razkril tudi priprave stranke na lokalne volitve. Lista Marjana Šarca je že prisotna v več kot 50 občinah, ima več kot 50 svetnikov, prisotni smo v 29 občinskih svetih. Tam, kjer smo prisotni v občinskih svetih, je tudi dosta enostavno zorganizirati lokalni odbor. Lokalni odbori so tam običajno veliko bolj aktivni, kjer nismo prisotni v občinskih odborih. Običajno, verjetno tudi pri drugih strankah, delovanje lokalnega odbora nekoliko zamre. Sami smo prisotni kar v velikih občinah, sodelujemo pa seveda tudi z nekaterimi lokalnimi listami, tako da smo pripravljeni tudi se pripravljamo na prihajajoče lokalne volitve, ki bodo čez dobri 2 leti in pol. Naša želja je, da smo prisotni v čim več občinah, vsaj v tistih, kjer je tudi občinski svet sestavljen iz več kot 11 svetnikov. Ne glede na to, da bo do naslednjih volitev, bodisi državnozborskih ali lokalnih, po Muri preteklo še kar nekaj vode, pa so stranke Liste Marjana Šarca zaradi izstopa iz koalicije v opozicijo pričeli z reorganizacijo znotraj stranke, ki naj bi jim prinesla načrtovane rezultate.